Za družine, ki imajo rade bolj nenavadne aktivnosti, je obisk zbirke eksotičnih živali na Bledu prava izbira. Nika Leben je lastnica, skrbnica in tista, ki izobražuje, navdušuje mlade in starejše obiskovalce. Želimo, da bi vsi, ki se odločajo za eksotično žival, bili tudi primerno izobraženi o tem, kako se zanjo pravilno poskrbi, kakšen mora imeti terarij, kaj morajo potem oni tudi, kako zanjo pravilno poskrbijo vsak dan, koliko časa živi in nenazadnje, kako velika zraste. Ravno te veliki pitoni, ki sicer na kakšne vrtce in šole težko odnesemo zaradi njihove teže, ostajajo tukaj na razstavi, kjer si lahko pogledajo, kako izgleda skoraj 5-metrski piton Bobo, obenem pa lahko vidijo mogoče tudi našega Lenija, ki je trenutno v paritvenem obdobju, kajti kar dosti ljudi se odloči recimo za majhnega kuščarja, ko je legvan še manjši in luštkan in prijazen, ko pa odraste do svoje zrelosti, pa postane dostikrat tudi agresiven. In pomembno je pa, da to začnemo že v zgodnjih fazah, zato tako radi odhajamo tudi na vrtce, imamo te BioExo počitnice, že 10. leto, tudi šole, tako da smo zdaj v tem mesecu kar zaposleni. Leni, ena izmed zvezd na razstavi, ob našem obisku ni bil preveč razpoložen, sta bila pa toliko bolje njegova soseda Agata in Tank. Legvanka in želvak sta dobra sostanovalca, dokler le imata vsak svojo skledo solate. Med kačjimi lepoticami najdete vse od največje anakonde Anabel do najmanjše, ki je kot špagetek, in cel kup kož, ki so si jih slekle. Če v prvi sobi bivajo v glavnem kače in legvani, pa mini želvice, v drugi najdemo tudi drugo zvezdo zbirke. Žako Žak obožuje mandeljne, če pa sliši pravo pesem. Skrbno urejena zbirka živali ima tudi prav posebno članico, čisto pravo eksotično mačko. Vilma skrbno nadzoruje tako živalske prebivalce kot človeške obiskovalce. Kameleoni privlačijo tako otroke kot odrasle, ker so odrasli bolj umirjeni, gredo raje k njim. V Agamalandiji smo našli neobičajnega prebivalca, Frančka, mavrskega želvaka, ki živi v lepi simbiozi z Agamo. Nek gospod jo je našel na Jelovici, kamor pravzaprav ne sodi, kajti ni njeno naravno prebivališče, ker so na Jelovici kar hude zime, jo je vzel domov in jo je imel na domačem vrtu. Zimo je prespala, zdaj spomladi je pa nabavil avtomatsko robotsko kosilnico, se pa boji, da bi prišlo do poškodb te želve, so nam jo pa prinesli. V Agamalandiji imajo svoj raj Agame. Ta poligon zanje in večino terarijev ter drugih bivališč za živali pri magičnih zverinicah naredijo sami. Niki pomagajo prostovoljci, prav tako zavzeti ljubitelji eksotičnih živali, kot je ona sama. Oliver je degu ali čilenska talna veverica, zelo živahen veveriček. Za najmlajše obiskovalce je tu še nekaj drugih puhastih živali, kot so poletuše, činčile in kunci. To sta samček pa samička džungelske deve. Samička je dosegla že odraslo, pa samček tudi, tako da upamo, da bomo imeli tudi mladičke. Še veliko zanimivega lahko najdete v zbirki eksotičnih zverinic na Bledu. Najpomembnejša njihova vloga pa je izobraževanje. Tega ni nikoli preveč. Nika Leben, že 10 let se pridružujete tudi društvu BioExo in pripravljate kolonije, poletne tabore za otroke, kjer se še pobliže spoznajo z eksotičnimi živalmi. Ja, tako. Začeli smo pred 10 leti na Biotehniški fakulteti, kjer smo organizirali tele BioExo počitnice kot dnevno varstvo. Nato smo začeli hoditi še na druge lokacije, tako da smo bili tudi v Arboretumu nekaj časa. Zdaj, trenutno smo pa kar na 4 lokacijah, in sicer na Biotehniški fakulteti tradicionalno, potem pa na Krvavcu,
en teden, kjer preživljajo v gorski naravi in z eksotičnimi živalmi, tudi otroci dneve na Morski biološki postaji ter pri nas na Bledu, pri čudežnih zverinicah. In ravno za leto sem zelo vesela, da so praktično kar dosti terminov je že polnih, tako v Ljubljani ne sprejemamo na žalost nikogar več. Tu na Bledu je nekaj še prostih mest, še posebej mogoče za dnevno varstvo, ko se nam lahko otroci pridružijo samo v dopoldanskem času, potem pa tudi na Krvavcu in drugi teden v Piranu imamo še prostor. Zelo lepo je, ko se družimo z otroki, se zabavamo, je pravo počitniško vzdušje, obenem se pa otroci zelo veliko naučijo rokovanja in o sami oskrbi eksotičnih živali.